Rusko na ministrijali. Pričakujete, da boste kaj zardevali zaradi teh slovenskih težav, ki jih ima Hrvaška z nami pri vključevanju v NATO? Jaz pričakujem, da na ravni, na kateri se srečujemo obrambni ministri držav članic NATO, se diskusije, ki zadevajo notranjo politiko posameznih držav, ne odpirajo na način, ki bi bil nediplomatski. Pa pričakujete, da ne bo nobenih neformalnih pritiskov, nobenih namigov, nekaj ste že govorili o tem notri? Ugotovila bom to na licu mesta, torej kakšne vrste razprav, pritiskov in dogodkov me čaka, bom pač ugotovila tam. Što dobro poznate ustroj NATO, kaj lahko pomeni recimo ta, če bi Slovenija zavrnila Hrvaško, kaj lahko ta nekredibilnost pomeni za nas? No, tu težko rečemo, da bi to pomenilo neke vrste nekredibilnost ali kakršnekoli spremembe v ustroju NATO. Hrvaška se pripravlja za ta vstop in ta proces bo najbrž nekajkrat nezaključen, seveda tudi skladno z pričakovanji njenih sosed oziroma preostalih članic NATO, med katere sodi tudi Slovenija, in Slovenija v tem smislu seveda ima pravico razmišljati o tem, kakšne so nove članice. Kje pa je vaš sodelavec? Denis? Ne, zanima me, zdaj odhajajo vojaki iz misij. Nekaj ste zdaj povedali, da je tega zaradi tega, ker se misija končujejo. A je kaj tudi zaradi tega, ker smo v takih finančnih časih, je to kakšno zmanjšanje stroškov tudi za tem? Vsekakor gre tudi za zmanjšanje stroškov po eni strani, kajti Slovenija le počasi sledi strategiji, ki si jo je zastavila ta vlada, in sicer, da poskuša skoncentrirati svoje sile v nekaterih območjih operacij in zmanjšati razpršenost na različne predele sveta, in pa seveda poskuša se obnašati tudi čim bolj specializirano, torej ponuditi tisto, kar najbolj zna. Pri tem je razprava o finančnih vidikih zagotovo pomembna in tudi mi, ko razmišljamo o ukinjanju nekaterih operacij, ob tem pomislimo tudi na to, kakšen je bil potreben finančni vložek in kaj se v bistvu zgodi s tem finančnim vložkom v prihodnosti. Je pa treba razumeti, da poklicne vojske nimamo zato, da bi bila doma, čakala za zapečkom, ampak zato, da zbira izkušnje, da se dokazuje, da opravlja določene naloge, ki prispeva k krepitvi mednarodnega miru in stabilnosti. In v tem smislu je treba seveda tudi skrbeti za njeno operativno delovanje doma in v tujini. Zdaj, če vzamemo za primer misijo v Čadu, kaj je tam dražje, ti naši slovenski vojaki ali materialne stvari, ki smo jih imeli, kaj je dražje za nekako vzdrževanje? No, za nas je bilo v zvezi z operacijo v Čadu najdražje biti v skrbeh, ker nimamo popolnoma dokončno urejenega strateškega prevoza na način, da bi lahko kadarkoli, ko bi prišlo do poslabšanja takšne misije, torej poslabšanja stanja na takšni misiji, naše vojake tam tudi umaknili. Torej ta skrb je pravzaprav tista, ki vzbuja največje težave, dileme in tudi vprašanje o tem, kaj narediti v trenutku, ko bi se zgodilo kaj zelo dramatičnega. Sicer je pa cena vojakov je več ali manj znana, materialno-tehnična sredstva so pa tudi odpeljali sabo, tako da tisto, kar je strošek takšne misije, so pravzaprav ti stroški prevoza in pa stroški dela naših ljudi. Ne moramo reči, da je nabava nekih materialno-tehničnih sredstev stala bistveno več ali kakorkoli povečala strošek te misije, ker je šlo za sredstva, ki jih naši vojaki že sicer imajo v svoji operativni uporabi.